Tole je podcast zgodbe, ki ga ustvarjamo sodelavci Vala 202. V naslednjih minutah bi predstavil enega res dobrega fotografa, nekaj pomeni na globalnem odru in njegovo delo ima vpliv. Moram kar priznati, da ko sem ga srečal v Boliviji, sem imel nekaj dni, nekaj časa kar precej strahu spoštovanja in sem ga bolj kot ne samo opazoval. Potem sem se pa vendarle opogumil in ga povabil pred mikrofon. My name is Brent Sturton. I am a senior correspondent for Getty Images. I've done most of my work for National Geographic magazine over the last 15 years, and I am a photographer who works most often at the intersection between humans and the environment. Fotoreporter pri agenciji Getty Images, obiskal je krepko več kot polovico držav sveta. Objavlja v največjih svetovnih medijih, tudi za National Geographic, New York Times, Le Figaro, Der Spiegel. Delal je za CNN, sodeloval z agencijami Združenih narodov in Zdravniki brez meja. Prejel je več prestižnih nagrad World Press Photo. Ob srečanju z njim zato nekoliko preseneti njegova zadržanost. Most photographers, most photojournalists are loners. Večina fotoreporterjev je samotarjev, pravi. Ni jim nujno prijetno, če so v središču pozornosti. To tudi pomeni, da lahko fotograf veliko časa preživi sam, ne popolnoma prepričan o svojem početju. Not entirely sure that you're doing what you should be doing. Bolj sproščen je v družbi drugih fotografov. In most cases you'll find there will be people that you care about, and that have done similar things to you or had similar experiences. To so kolegi, ki so ti blizu, ki jih ceniš, lahko ti pomagajo. Z njimi se lahko pogovarjaš, saj imate veliko skupnega. Sicer se lahko človek v tem poslu počuti precej osamljenega. Otherwise this profession can be quite lonely. Brent ni načrtoval, da bo fotograf. I ended up doing what I do by sheer luck, really, I was V tem poklicu se je znašel nepričakovano. Sreča. Nekaj časa je bil v vojski, del njegovih nalog pa je bilo tudi fotografiranje premikov sovražnika, izvidništvo. Kot povedo njegovi kolegi, je vojsko zapustil z razlogom. Po vrnitvi z misije doma v Južnoafriški republiki s svojimi temnopoltimi tovariši ni mogel spiti niti piva. Obdobje apartheida. Dalo mu je misliti. Vrgel se je v novinarstvo, v dokumentiranje zgodovine. Ker ni našel fotografa, je kupil poceni aparat. In začel. Prve svobodne volitve v Južnoafriški republiki, posledice genocida v Ruandi, Somalija. And I was lucky, I fell in love with it. I really, I always feel like I never work a day in my life because I really like what I do, Gre za poslanstvo. Dela točno to, kar želi početi v življenju. So I feel very fortunate with that, Priznava tudi, da sodi med srečneže. V tisku ima priložnost objavljati pomembne zgodbe. Tudi zato čuti odgovornost. I don't think you should take this job lightly. Zgodbe izbira onkraj senzacionalizma. Predvsem se posveča človeškim usodam, ki se tako ali drugače prepletajo z okoljem. Rdeča nit, pohleb po naravnih bogastvih, je vir tragedije za večino ljudi. I make choices based on where I think coverage is lacking. Izbira tiste teme, ki ne dobijo dovolj medijske pozornosti, se mu pa zdijo pomembne. Brent Sturton, južnoafriški fotograf, ki živi v ZDA in sodeluje z največjimi svetovnimi mediji, ima pri svojem delu ves čas isti namen. My primary goal is always the same. I'd like to make emotive pictures that move people. That's my job. Narediti poskuša čustveno fotografijo, ki bo ganila ljudi. Je nekakšen pripovedni fotograf, pravi. Naše delo je zapeljati ljudi, da bodo poiskali več informacij. Our job is to seduce people into becoming better informed. To počne v zapletenem svetu. Včasih je težko ugotoviti, še teže povedati, kaj se dogaja. Še posebno ob omejitvah, časa na terenu, prostora v medijih, pozornosti javnosti. Brent zato išče tisto, kar je obče človeško. Nekaj, s čimer se lahko poistoveti kdorkoli. We are not that different, hey? There are some cultures which are more unique than others. Nismo si tako različni, ampak vsi samo poskušamo preživeti, pravi. Vsi se trudimo ljubiti bližnje, poskušamo biti dobri starši, trudimo se, da bi nam šlo v življenju dobro. Vse to nam je skupno. In to mu je pri delu več kot dovoljšna osnova, da lahko ljudem iz različnih kulturnih okolij posreduje razumljivo sporočilo. Veliko poroča o Demokratični republiki Kongo, še posebno o vzhodu države, bogatem z rudninami. Ena njegovih najbolj znanih fotografij prikazuje gorilo v nacionalnem parku Virunga. Sredi bujnega zelenja skupina moških nosi veličastno žival. Dvignjena je nad njihova ramena,
razpeta, leži na nosilih, sestavljenih iz vej. Leži mrtva, s še vedno trpečim obrazom. The photo of the dead silverback gorilla is, it's a complex picture, but essentially Zaradi konflikta je v regiji razseljenih nekaj milijonov ljudi, pojasnjuje. Ti za preživetje potrebujejo oglje, za kuhanje, ogrevanje. Za oglje je potreben les. Ker pa je v tem delu sveta pregnanih tako veliko ljudi, je edini preostali prostor, na katerem se še dobi uporaben les, nacionalni park. S tem pa je povezan tudi posel. is the national park. So the rangers have a constant battle against the people who make money from this industry. Čuvaji parka se stalno borijo proti sečni gozda, proti ljudem, ki iz tega delajo posel, s prodajo oglja beguncem, pojasnjuje. Ljudje, ki s tem služijo, pa ubijajo ogrožene živali, da bi prestrašili čuvaje, češ naslednji boste na vrsti vi. As a warning to the rangers as next time it will be you. Virunga je najstarejši afriški nacionalni park. Ustanovili so ga pred 100 leti. Je tudi najnevarnejši. Na njegovem ozemlju deluje več kot 10 paravojaških skupin. So it's a difficult place. V tem nevarnem okolju je Brent posnel tudi fotografijo rojstva otroka. One of the threats to the park is oil, where people want to come in and exploit this region and get rid of the park. And Ena izmed groženj parku je nafta, pojasnjuje. Nekateri jo želijo črpati in se parka znebiti. Vodstvo parka pa se je domislilo načrta s postavitvijo hidroelektrarn. Prebivalcem na tem območju zagotavljajo elektriko. Prvi ukrep je bila zagotovitev elektrike bolnišnicam in klinikam, da bi imeli zdravniki boljše delovne razmere. The picture that we're talking about there is an emergency cesarean that's happening around about midnight. Na tej fotografiji je torej ženska, ki rojeva s carskim rezom. To se dogaja okoli polnoči, pravi. Še ne tako davno bi to počeli ob petrolejki ali bakli. Predstavljajte si, ženska pride k zdravniku, ona in otrok bi lahko umrla, izvesti morajo tvegan poseg z najbolj osnovnimi pripomočki, ki jih imajo na voljo. Zdaj imajo vsaj elektriko, da vidijo, kaj sploh počnejo. O tem priča ta slika. Z upanjem ga navdaja večkrat opažen odziv ljudi v težavnih, celo grozljivih okoliščinah. Human beings are pretty resilient, yeah? Their ability to regroup and move on and remain positive is quite profound, yeah? Človeška bitja so precej trdoživa, pravi. Sposobnost postaviti se na noge, nadaljevati življenje in ostati pozitiven je precej temeljna. Ko delaš z begunci, ko se ukvarjaš z uničujočim konfliktom, boš prej ali slej naletel na ljudi, ki so se nekako soočili s položajem in se naučili, kako živeti naprej, hoditi korak za korakom. Bolj kot kjerkoli najde upanje v trdoživosti ljudi. I find hope in the resilience of human beings, more than anything else. Brent Sturton v slikah ne ujame le trenutkov, ampak življenje samo. Malo je kronistov, ki znajo zajeti toliko življenjskih odtenkov in kontrastov, kakor to počne ta južnoafriški fotoreporter. Čez en teden objavim naslednjo zgodbo, bom pa hvaležen, če pravkar slišano delite še s kom. Se slišimo.